Pozdravljeni v 97. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robe. Pozdravljen, Matjaž. No, tole snema tam proti koncu avgusta, se pravi enih par dni pred samo oddajo, ki bo na voljo vsem, ki tole poslušate zdaj. Tako da smo mogoče še malo dopustniški. Tako da je plan za danes je, da je pač predelal enih par stvari, ki so se zgodili čez poletje. Se pravi takrat, ko so bili BIM pogovori malo na dopustu. Robi, najprej pomembno vprašanje, kako je bil sploh tvoj dopust, ki si ga imel kje na začetku? Ne vem sploh, kdaj. Že toliko delaš nazaj, da si pozabil, ne? Tako je. Ampak... No, kako je bil pa tvoj? Bilo je pa v redu, ne? Svež. In moje, 14 dni bolj svež. Še to ne. Sej, ni dost. Ja, zdaj sem že en mesec v Ljubljani, tako da je že čist preveč. Ampak bilo je pa jasno super, tako kot veš. Tako da imamo že rezerviran za naslednje let isto. Tako da se že veselim. No, ampak preden sem šel na dopust, se je tle v Ljubljani na fakulteti organiziral ena taka poletna šola v okviru enega mednarodnega projekta XP Resilience. Bolj v bistvu v smislu pač potresniška zadeva, no, ampak v okviru projekta je bilo obljubljeno, da se organizira neko izobraževanje in del tega sem opravil, na koncu je izkazalo, da sem to sam delal v pomoči z našimi kolegi iz katedre za potresno inženirstvo. Skratka, ta del je imel naslov Short Course on High Performance Computing and Data Science. Meni se zdaj blazno zanimiv naslov, ne? Ampak na koncu je recimo mogoče malo zašlo iz te konkretno začrtane smeri. Ja, no, najprej povem, da mene tam ni bilo. Ja, ker sem se jaz pač prepozno spomnil, da to bo sploh, ne? Na kar sem imel ti že rezervirano vse stvari okoli dopusta, tako da... No, to je prva stvar, kar sem hotel povedati. Druga stvar, kar sem hotel povedati, je, da bomo danes povedali, kaj se je čez poletje vsem dogajalo. Ja, itak. A kaj, glede BIM-a? Pa da se nam je zdaj zanimivo, da bi v tej prvi razdelala. Sej to je tudi, skratka, zakaj sploh to omenjam, ne? Zato ker na koncu je v bistvu vsaj ta data science nekoliko zapeljal jasno v smeri BIM-a in tudi ta high performance na koncu nekako ne nujno BIM-ovsko, ampak recimo bolj tako potresniško obarvano, ampak govorili pa se je o BIM-u in o aplikacijah BIM-a, vse mogoče malo bolj navezana na študente oziroma pač tiste, ki so bili prisotni na tem izobraževanju, ki so bili predvsem tisti, ki delajo na tem projektu XP Resilience, ki so pa nekako bolj potresniško usmerjeni, tako da se skupaj bilo treba malo prilagoditi nekako njim. Tako da ja, bilo je pa super. Moram reči, da je izpadlo boljš, kot sem v začetka mislil, še posebej, ker sem zvedel, koliko je bilo dejansko prijavljenih, je potem tudi prišlo, se pravi, nekih 18 študentov, neki iz bližine, neki malo dlje, ampak bilo je zelo zanimivo. No, mene tukaj zanima, glede na to, da vsi tako menijo, da so bili v bistvu organizatorji dogodka bolj kot potresniki, ne? A so kaj vedeli o BIM-u sploh? Ja, začeli ste dejansko z BIM-om, bolj ali manj, ne, kot nek okvir postavljeno, potem vse tisto, o čemer sem naprej govoril. In najprej bo jasno vprašanje, kdo kaj ve, kaj je to BIM. Ne? In ne boš verjel, v bistvu večina je stvar pač poznala, jasno ne v detajle, ampak vedeli so principielno, v bistvu, kaj BIM je, čemu bi služil. Tako da ja, bilo je z tega stališča sem bil relativno presenečen, ne? Ker meni je potem to olajšalo samo predavanje o BIM-u, ne? Kjer ni bilo treba pač na dolgo in široko razlagati nekih pač razlag na visokem nivoju, ampak se je lahko hitreje nekako bolj posvetili nekim ali uporabniškim primerom in tako naprej. Tako da ja, bilo je zelo zanimivo glede tega tudi, no? To je bilo eno tako relativno novo spoznanje. Ja, v bistvu bilo je pa pač vse skupaj nekako navezano na to in v smislu aplikacij BIM-a, uporabnosti BIM-a, tudi pol kasneje
z različnimi modeli, od arhitekturnega, pa potem do nekih računskih modelov, pa pol, kako pač predelovati kaj tudi v recimo take bolj modele, ki so primerne za neke potresne analize. Pa če mogoče za nas, ko nismo bili na tem dogodku, na tej delavnici, a bi lahko malo tako na kratko povzel, kaj ste povedali? V bistvu se pravi, glede BIM-a v bistvu ni najbolj zanimivo niti za poslušalce, zato ker vsi tisti, ki BIM pogovore poslušajo, najbrž vse to vejo. Tako da nekako dobijo potresniki v bistvu običajno so nekako zelo ozko usmerjeni v ta neko zagotavljanje neke odpornosti nekih stavb, zgradb, kakršnih koli. In to včasih pomeni, da dejansko malo zgubijo celotno sliko v bistvu celotnega procesa. In zato se mi je zdelo pomembno predvsem to poudariti v bistvu neke tiste značilnosti gradbeništva kot takšne. In jasno, kako zdaj to neko specifično znanje o zagotavljanju odpornosti, načrtovanju odpornosti in podobnih stvarih, kako se to potem pač, kje to not paše v celoten proces tega BIM-a. Tako da bilo je veliko o tem govora, pa mislim, da na koncu je bilo to in nekako razumljeno od strani poslušalcev in jaz sem mogoče dobil malo pač informacije o tem, kako pa oni z tega svojega stališča gledajo in jasno, se pravi, da včasih se majčkeno preveč izolirajo, se mi zdi, od tega celotnega, nekako bolj obsežnega pogleda na tak gradbeni proces ali pa neko zgradbo kot tako. V bistvu polno, skratka, sej BIM ni bil glavna tema tega, bil high performance pa high throughput computing, se pravi nekaj, ki me že nekaj časa zanima, tako da v tem ni bil problem govoriti o različnih okoljih za izvajanje nekih zahtevnih aplikacij in potem pač na to napeljati ta data science, ki je v zadnjem času zelo popularen, od nekega strojnega učenja pa do umetne inteligence in jasno, nekako smo pa vzeli v bistvu nek state of the art tega. Tako da se mi zdi, da ampak spet bolj kot neko pregledno zadevo, bolj kot pa v bistvu neko podrobnost, pa dejansko, da bi šli nekaj programirati ali pa kazali neke algoritme, kako potem nekaj obravnavati z nekimi nevronskimi mrežami ali kaj podobnega. Tako da na tem nivoju se nismo spuščali. Tako da bil bolj taka dva pregledna dneva, bolj ali manj, da se nekako, se mi zdi, tako bolj celovito sliko dobili o teh računskih okoljih in predvsem to, kaj to sploh pomeni in kje bi to oni lahko uporabljali. Se pravi, mi dosti dobro sodelujemo z našimi potresniki tukaj na FGG-ju in mislim, da večina ve, kako in kaj glede tega. Morda pa so tisti, ki so bili od drugod, so imeli nalogo, recimo konkretna naloga takšna je bila, so dejansko Condor instalirali na svoje laptope in so pol tam zaganjali in v bistvu naredili dejansko neko mrežo iz tega, tako ad hoc v bistvu znotraj naše učilnice. Tako da dobiš malo občutka, koliko časa in nekih znanja potrebnih, da se nekaj takega ustvari. To je bilo začetek julija, potem proti koncu julija je bil pa še en dogodek oziroma eno predavanje pri nas na fakulteti. Mogoče tisti poslušalci, ki so včlanjeni v združenje CBIM ali pa so mogoče tudi prek kakega drugega kanala bili obveščeni o tem dogodku, že vedo, da smo gostili profesorja Žilja Ngmaja, uglednega profesorja iz univerze, to zdaj ne bom znal izgovoriti, Tsinghua. Zelo blizu, po moje. Ja, iz Pekinga na Kitajskem. Jaz bom čisto odkrito priznal, da jaz te univerze prej nisem poznal, ampak smo z njimi, s profesor Turki, s profesor Majem na nekem bilateralnem projektu. No, ampak ta univerza, čeprav večina verjetno od vas ni nikoli še slišali za njo,
je v bistvu na lestvici univerz na 17. mesto. In to je mene, ki sem bil na tem predavanju, v bistvu čist. Tako, če ne bi sedel, bi se pa takrat sesedel dol. Ker res nimaš nekako. Zdaj se vprašaš v bistvu, kakšni so kriteriji, ki določajo ta mesta. Ja, to je ena zadeva. To je druga. Po drugi strani pa vidiš, koliko si majhen, konec koncev. Ja, to je ogromna univerza. Jaz moram povedati, da sem imel to priložnost in čas, da sem bil tam dejansko v Pekingu in lahko povem, da to je res. To je en predel Pekinga, v bistvu zagrajen in je mesto v mestu in to je ta univerza noter, ki ima ne vem koliko oddelkov. In kar sem si najbolj zapomnil, to, da imajo 3 knjižnice in vsaka od njih je to, kar recimo kot naš nuk. Če si predstavljate, tako da res ogromni objekti, ogromna univerza, tako res čisto en drug nivo. No, ampak če se zdaj osredotočimo na to predavanje je potekalo na naši fakulteti in sicer 29. julija. Je bilo pa v bistvu zato, da je bilo to res sred vrhunca poletne sezone, vrhunca dopustniške sezone, je bilo kar precej obiskano. Ali si ti tudi imel tako občutek? Ja, jaz sem, ne vem, tipično prišel 5 minut pred začetkom in sem mislil, vse ni problem. Bom tako ta prvo tam skoraj. Gor prišel je bilo že v bistvu tako, ne bom rekel, da je bilo polna predavalnica, ampak bil sem zelo presenečen nad obiskom, moram reči. Mislim, da je bilo tam med 30 pa 40 poslušalcev, kar je ogromno za dogodek sred leta, ne pa za polet. To je pa bilo res tako. Tako da očitno ljudi res zanima in BIM in to, kaj ima en profesor z Kitajske. Tako, ne. Zdaj, jaz ne bom vsega razlagal, kar je profesor Mar razložil, ampak sam povedal bi mogoče, da on je v bistvu to študiral, je undergraduate na tej Tsinghua univerzi, končal, potem je šel pa master delati na Japonsko, ker je končal tudi doktorat in potem je šel nazaj na Kitajsko in začel učiti tam. No, in ima pa tako skupino študentov, doktorskih študentov, pa to kopali. Marsikaj zanimivega počnejo. Ampak zdaj, če bi se osredotočil na poudarke tega predavanja, pokazal ogromno enih številk, ki so za evropske razmere pač nerealne, za slovenske pa sploh. Kar je najbolj zanimivo je to, če se spomniš kaj tistih grafov, da v bistvu rast in pada. Pač kitajsko gradbeništvo ne raste več tako, kot je prej, že zaradi olimpijskih iger pa vsega. In tam, ko so nehali graditi objekte za olimpijske igre, v bistvu so imeli negativno rast, kar je tako nepredstavljivo za Kitajsko. Ampak kar je bilo še posebej zanimivo, kar je tudi sam poudaril, je pa to, da je v bistvu leta 2017, čeprav imajo, če primerjaš vrednost gradbenih poslov, on je primerjal Nemčijo pa Kitajsko, čeprav bila vrednost gradbenih poslov 1:17, se pravi Kitajska 17krat več kot Nemčija, kot Nemčija, mislim, zapravlja. Tu govorimo o količini denarja, ki se ga porablja za gradbene projekte. Je bilo v bistvu rast, je bilo pa skoraj enaka. Ja, se pravi, eno razmerje 1:17, eno je bilo pa 1:1,4. Tako da res, tudi sam je rekel, da to, čeprav so ful velik trg, pa to so pa v bistvu nekaj pred Nemčijo. Ne, v bistvu najbolj je mene, mislim, presenetilo dejansko to, tele razmerja, ki so v glavnem zelo, zelo podobna. Ampak jasno, ker je Kitajska že tisti podatek, ki je ta prvi tabeli, ki ima recimo Nemčija tistih 80 milijonov prebivalcev, Kitajska pa 1,4 milijarde. Ja, 1,4 milijarde. Ampak da se to razmerje se bolj manj potem vleče tudi naprej v vse te druge kategorije. Ja. Recimo število gradbenikov, v Nemčiji je 2,3 milijona, na Kitajskem pa 51,8 milijona. To je tam približno 1:22. Mislim, malo več imajo gradbenikov med prebivalci kot Nemci, ampak vseeno razmerje je tam nekje približno enako. Ja, ni tako. Ni za 50%. Rast je pa skoraj ista. Pa število podjetij, število podjetij je med Nemčijo in Kitajsko 1:5. Si predstavljaš? Se pravi,
17krat več prebivalcev, ampak samo 5krat več podjetij, kar pomeni, da imajo Tam so samo ogromna podjetja. ogromna podjetja. Še posebej, kaj je govoril pač, pa ne sem to, ne? Koliko je tistih res največjih podjetij, ne? Oziroma, ko sta 2, 3, ki so državna, ki imajo v bistvu, ne vem, enorm procent v bistvu teh gradbenih del, ne? No, ampak meni je bilo zanimivo zaradi tega, ker imajo toliko veliko ogromnih teh podjetij, oni bi res lahko izkoristili potenciale BIM-a do konca, ne? Pa ne vem, če so čist, ne vem, no. V glavnem, pa naslednji graf je bil tudi zanimiv, no, ko je razlagal, v bistvu na Kitajskem imajo pač 5-letke. Ja, taka klasika iz socializma. Tako. No, in na teh 5-letkah so začeli v 10. 5-letki, tam leta 2004 so začeli govoriti o BIM-u, no. In to je pač sovpada s tem, ko se je začel pripravljati na olimpijske igre. In so lepo pač vozili projekte od tam naprej, ne. In zdaj tudi v naslednji 5-letki je govoril. Pač, jaz sem imel občutek na vse, kar je razlagal, sem imel tako občutek, da pač malo kopirajo to, kar se po svetu dogaja. In v naslednji 5-letki so se zdaj osredotočili na industrijo 4.0. Pa se to je v bistvu za razumeti, ne? Ampak mislim, da se ne vem, je zdaj primeren čas, ampak za reči, ampak Kitajci so si sami zadostni, ne? Ja, so si, ja. Tako da tudi se mi zdi, da je ta BIM, ne? Če bi od sprej China BIM napisal, v bistvu bi bilo to bolj prav skor, ne? Ja, no, to sem hotel malo kasneje pa načeti, ampak lahko tudi tukaj, no. Oni sicer uporabljajo neke produkte, pa to, ampak oni imajo en kup svojega razvitega softvera, ne, in oni tega klasičnega BIM-a, pa to izmenjava podatkov. V IFC-ju ni nič rekel celo predavanje, si to opazil? Ja, definitivno. IFC ne obstaja, ne. In to mi je tak, mislim, ja, okej. To je pač čisto drugačno dojemanje BIM-a, ne. In tudi je potem razlagal pač te študije primera, pač zakaj se BIM sploh uporablja, ne, in razen teh tipičnih, ne vem, simulacije, pa detekcija kolizij, pa pač, ne vem, popisi količin, ne. Druga je tako, pač, če bi bilo ali pa ne, no. Ta detail design, pa to ni nič, ne. Mislim, delajo nekaj na tem, ampak to ni tako, da bi rekel, to je zdaj v zakonju. Je pa tudi res, da pa njih se to lahko spremenil naslednji 5 let, ki bo država rekla, da morate pa vsi delati v BIM-u, ne, in bo pač delali v BIM-u, ker druge možnosti ni, ne. Je, v bistvu, tako kot si rekel, no, mene najbolj fascinira ta razvoj teh programov, ne. Pa sploh neka ta IT podpora, kjer res vidiš to pač, če nekaj nimajo, oni to programirajo sami. To se nič ne ukvarja s tem, kako bo kaj kupili, pa kako kaj kompatibilno s čim drugim, ne? Ampak to naprogramira sami. Ne? In omenjajo neko podjetje, ki se ga zdaj sploh ne spomnim imena, no, ki je v bistvu kitajski Autodesk. Vse sami razvijajo. Pač oni uporabljajo ali Autodeskove produkte, ali Bentleyjeve, ali pa tiste kitajske produkte. Tako da, in tudi tako neke sheme kazal, nekih velikih projektov tam, in sicer se noter pojavljajo taki, ne vem, se pojavljajo imena, ki jih poznamo tudi pri nas, ne vem, Grasshopper, pa Rhino, pa tak naprej, ampak to je par oblačkov, vse drugo ali ne poznaš, ali pa na roke. No, ne vem, meni bo tudi zanimivo, kako so samo čisto pragmatično lotil tega BIM-a, ne. Ja, okej, parametrični dizajn ni problema, bomo naredili v BIM-u, ker se drugače ne da, ne, ampak drugo pa detajle, pa to je na roke, ne. Pač oni res uporabljajo BIM tako, kot si ti vedno rekel, kot model, ne. Oni pač si naredijo to, kar rabijo, drugo pa pač tudi če ne. Ja, ampak se pravim, da to je, se mi zdi, specifika teh velikih trgov, ki so zaprti relativno, ne. Tam ne verjamem, da imaš koga, ki bi v bistvu outsourcal kaj ne vem, v Evropo, ne, za kaj izračunati ali pa za kaj zdizajnirati, kaj podobnega, ne. Ne. To ne obstaja, ta pot ne obstaja, ne. No, pa veš, ko mi je bilo tudi zanimivo, če se spomniš. Zanimivo mi je bilo, ko je kazal te večje projekte in je imel eno ful dobro sliko, ko je imel na tisti sliki, mislim, ravno kar jo gledam, no, je imel 4 različne BIM modele. A se spomniš te slike? In je imel model oblike, potem je imel konstrukcijski model MEP,
strojnih instalacij in pa še modele arhitekture. Tak 4 različne modele, ampak kar je pa rekel, da med sabo sploh niso bili povezani. A veš, koliko smo mi vedno mislili, da imaš ti en model, pa pol ven vlečeš, kar rabiš, ma kje? Ne, pač ne gre, ne. Tako da, in je tudi večkrat omenil, če se spomniš, da pač računalniki niso bili sposobni vsega prebaviti in pa so pač svoje modele delali. Tako da, ne vem, v bistvu meni bo predavanje ful zanimivo, no, ker je res pokazal pač stvari, pa eno dojemanje BIM-a, ko je v bistvu tudi nam tukaj lahko kar blizu, no. Ja, gledam, no. Zdaj sem tele slide, ki jih je on kazal, in gledam BIM-based software for construction cost estimation, ne. Ampak tukaj razen Vico Estimator 2009, ki je tukaj napisan, ne, nič drugega ne prepoznaš, ne. Tako da je v bistvu zadeva je posebna, no, tako da ja, se strinjam s tabo, v bistvu mislim, ena izmed bolj zanimivih predavanj, no, tako, ker si dejansko presenečen in nad velikostjo in nad dojemanjem koncev vsega. Ja, pa veš, kaj sem bil tudi ful presenečen, niti enkrat ni omenil kakih LOD-ov pa česa in tudi tiste modele, če si jih gledal, ne, ti modeli niso kompletni, to niso končani do vsakega vijaka natančno, ne. Tam je oblika gor. Ne? Ja. Zdaj, mislim, da je to lahko midva posplošujeva, pa rečeva, ali je boljše ali slabše, ali kakorkoli, ne, ker ne poznava, kako je potem v praksi bilo to narejeno. Veš, lahko, da so te modeli takšni, ampak veš, narejeno je bilo pa spet s celim kupom težav. Ne. Tam težave ne boš rešuje na malo drugačen način, kot jih mi tukaj. Ne. To imaš prav, to se definitivno strinjam. Ampak meni je zanimivo, ker je ene slike so bile iz tega novega olimpijskega objekta za hitrostno drsanje. Ne? In zakaj so mi zanimive? So mi zato, ker sem jaz na tem objektu bil. Ne? Ker takrat, ko smo bili s profesor Turkom na obisku, so naj upeljali na to gradbišče tega objekta. No? In to je res kompleksen objekt, ki ima nobena oblika ni ravna, no. Tam je en kup nekih vešalk pa nekaj, no, in ta model, ki ga je pokazal, je pa v bistvu vse oblike so vidne, ampak ni pa nič, mislim, ni kompleten, ne. Zdaj, možno je, da tak model obstaja, pa se mi bil prikazan, no, ampak če pa ne, se mi pa ni tako zelo zanimivo, no. No, pa zelo veliko tudi poudarka dajo poleg BIM-a, no, na IoT, internet stvari. No, in recimo prav na tem objektu, na tem stadionu za hitrostno drsanje, ima en kup nekih jeklenih vešalk, no, in vsaka taka vešalka je imela senzor vgrajen in so v realnem času spremljali napetost v tistih kablih noter, ne. In to je tak tisti res aplikacija interneta stvari tak v najboljši možni meri. Bi pa res rad videl, če je mogoče to povezano potem nazaj v BIM model, pa kakorkoli, da sploh vejo, katera vešalka je kritična. Kje sploh to je? Tako, ne. No, ampak potem so pa še pa take razsežnosti objektov, kot je novo letališče v Pekingu, ko je tak brez veze, da sploh izgubljamo besede, ne. Ja, v bistvu tudi te, ki je kazal, oziroma so bili na slajdih kakšni ti satelitski posnetki, oziroma pač posnetki iz zraka teh gradbišč, mislim, to je tako pol Ljubljane, ne. Mislim, ogromen, ne. Mislim, nepredstavljivo se mi zdi skoraj, ne. Tako, no, če ste vedeli za predavanje, pa se ga niste udeležili, jaz mislim, da vam je lahko malo žal. Ta predavanja so lahko zelo taka duhomorna, pa lahko so zelo, ne vem, bolj na uro gledaš kot na slajde, ne. Ampak tole je pa res v redu, no. Tako da se mi zdi, da se ga izplača videti. Ja, pa če mislim, ne bom sodil o njegovi angleščini, ki bi to skoraj pomenil, da jaz znam to zelo dobro, pa nikoli nisem tega rekel, ampak da se ga je zelo lepo razumeti, ne? Tako da ni bilo s tem problem, ker včasih imaš problem že s tem, ne? Je pa še nekaj drugega povedal, Robi, ker so se tudi zelo pač po predavanju najprej praktično o tem pogovarjali, ne, o samem študiju, kako imajo oni študij urejen. Točno. Tega BIM-a, ne.
Hvala, da si se spomnil. No, daj povej ti to. Ja, ne, on je rekel pač, da univerza zagovarja tezo, da fakulteta ne sme učiti programov, ne. Oni ne učijo programov, ampak oni učijo koncepte BIM-a in programiranja in načrtovanja v BIM-u in da jim sploh ne dovolijo temu oddelku oziroma tej katedri, ne dovolijo, da bi pripravili nove predmete, ki bi govorili samo o BIM-u. Ja, v bistvu ne samo to, ne, v bistvu, mislim tudi to, pa poleg tega, da nima enega specialističnega študija BIM-a. Ne, enostavno si gradbenik, ampak vsi gradbeniki morajo vedeti v bistvu praktično vse o BIM-u. Mislim, konceptualno o BIM-u vse, ne? Ja, no, in je potem pač rekel, da uvajajo BIM teme v obstoječe predavanja. Je pa tudi poudarjeno, da je verjetno razlog za to, da univerze ne dovoljuje kar vse povprek uvajanje novih študijev, ker so na toliko visokem mestu v svetovnem merilu, da kot prvo tega ne potrebujejo, kot drugo pa ne upajo eksperimentirati. No. Kar je verjetno tudi res. No. Verjetno kar drži. Ne? Ampak je bilo pa, se mi zdi, tako rahlo presenečenje, še posebej recimo, ko se tukaj govorijo pač in se jasno bo tudi začel izvajati in na naši fakulteti v bistvu relativno tak specialističen študij. Druge govorijo o BIM certifikatih in tako naprej. Ne. Skratka, vse nekako tako dost zahodnjaško bi človek rekel temu, ne, ker se mi zdi, da to vse na koncu spelje nekam na kako hočemo še kaj zaslužiti, ne. Ampak tle se pač ne pustijo, ne baš očitno. Ja, pač pokazuje nek drug pristop, ki, mislim, sej ne moramo reči, da je kitajska situacija 1:1 aplikativna na kako drugo, ne, ker ni. Ne, pa tudi mislim, ni nujno, da bi se morali gledati po kitajski. Ne. To je to absolutno. Ne. Ja, ampak je pa pač zanimiv pristop, no, sam, kar se tega tiče. Zdaj, jaz sem bil kar malo presenečen, no, ko je razlagal pač njihovo stališče do BIM predmetov in upeljave BIM-a v njihov kurikul in tako. No. Skratka, kaj lahko rečemo za konec, da je bilo zelo zanimivo? Ne? Zelo zanimivo, zelo veliko informacij, ena čisto drugačna perspektiva in pač dobiš malo občutek, da Bilo je še cel kup zanimivih stvari, ki pa se ne tičejo BIM-a direktno, ne? Tako da to pride pa zraven lahko ob kakšnem pogovoru, ki nam boste kakšen mail poslali, pa smo kdaj kaj videli. Lahko še kakšno rečemo na tem, kako je kaj na kitajskem. To sem že pozabil. Ja, Robi, ne, skratka, lej, ti už enkrat si že bil, taj sta bila žigam. Dolg nazaj. Tam, kaj je bilo to, februarja? Marca? Zdaj, septembra spet, ne? Ja. Zdaj, se bo treba enih par kitajskih besed že naučiti, ne? Ne bi hvala. Ne bi hvala, ne? No, ampak mislim, se bomo midva vrnila na Kitajsko še z BIM pogovori, ko boš povedal, kako je kaj tam v živo, ne? Ja, no, prvič sem videl samo Peking, zdaj pa tudi kaj drugo in če bo kaj zanimivega za BIM, če bo kaj povezan z BIM temami, bom z veseljem še odprl to debato. No, v bistvu za danes, da smo tako recimo še malo počitniška, malo samo še eno temo, ki pač moram jaz iz sebe dati, ne? In to je to, da imamo na gradbišče na FGG, ki fakulteta prenavlja klime, mislim za celo sistem za prezračevanje, tako, no, in hlajenje. Za celo zgradbo. Ne. Tako da ja, kar zanimivo, zdaj, če se gor zremam cel kup enih novih cevi pod stropom. Prej sem se glih pritoževal, da je pa res čudno, kako so to speljali, ne. Pa sem dobil informacije nazaj, da ja, to je bil že sigurno tako načrt narejen. Jaz sicer o tem dvomim malo, ampak recimo, da sem se zadovoljil z odgovorjem, pa ne bom več vrtel naprej, ne. Bi pa vsekakor bilo primerno, da je bil en tak BIM-ovski načrt, en BIM model narejen za to, ne, ker bi se mogoče lahko izognili kakšnemu preboju, ki se zdi nepotreben.
Jaz sem se izognil prebojem, težavam s Clash Detection, tako da sem naredil 84 prevelike dike. Ja, recimo temu tako je. Zdaj, me samo zanima, koliko časa bomo to gledali, ne? Tako da, ne vem, mogoče bomo lahko v 100 oddaji BIM pogovora že poročali o tem, da imamo nazaj luknje za delane. Kdaj bo 100 oddaja? Ja, ne izračuni. Čez en mesec pa pol. ne bomo. Še ne. No, ampak pustimo se presenetiti. No. Tako da ja, tako da imamo mene presenečili, ampak ne bi že to že skoraj zakonsko bilo, ne? Da so na vrata fakultete dali pozor gradbišče, tabla. Sam še čelade bi nam morali talati, ker zdaj zelo dvomim, mislim, ker dejansko delamo na gradbišču. Po teh, ampak dobro, to je malo za hec, ne? Ne, obenem se pa v tej priložnosti zahvaljujemo izvajalcem, da zdaj ne ropočijo. Je nič, ne? Evo, to je bilo za uvod v recimo temu novo sezono BIM pogovorov. Cel kup novih stvari se bo jasno zgodil tudi jeseni 2019. Mogoče, Robi, kaj bi bil plan je spet na BIM World v München. Malo pogledati leto spet. En tak road trip, lansko se mi zdi v kar v redu, samo kratek. Ja, če gremo za 2 dni, za en dan ne gremo več. No, lej, lahko tudi. Tako da pa so pa vse tiste dogodki, ki so bili že neki napovedani, od CBIM konference in podobnih zadev, tako da vsekakor bo kaj za poročati in malo pa jasno tudi pripravljeno nekaj goste že, ki bomo to spravili nekako v promet. Ja, pa še ekskluzivno, mislim, da se pripravlja ponovitev tistega dogodka Trajnost v BIM-u in teda, ki je bil v Kisovcu, v katerem smo že tudi imeli oddajo, mislim, da bo to zdaj 12. septembra. Upam, da niso jezni, da sem povedal. Mislim, to je zastonja reklama, ne? Ja. Upam, da res ne. Če imaš kakšen link na tole, bo še malo zapiske dala. Tako da mislim, da je to tudi za dost, da danes vse, no. Robi, mail nam lahko še zmeraj pošljajo, ne? Res je, še vedno me lahko googlate. Tudi po počitnicah Google še zmeraj deluje, ampak zdi se mi najbolj, da pošljete kar to na info@bimpogovori.si, bo oba dobila. In lahko kaj poveste, kaj vprašate, ali pa mogoče nam sporočite, kje se kakšen dogodek pripravlja. Zelo rada prideva tja in od tistih dogodkih tudi kaj poročava, ker pač na dogodkih se da nekako živo, mogoče še močke lažje dogovoriti za kakšno gostovanje v podcastu ali kaj podobnega. Enač, to je vse za danes. Pejte malo na Facebook pogledati, pa na YouTube za BIM pogovore. Tako da, Robi, hvala za tvoj čas in jasno, super gosta si imel in gostil v Sloveniji. Ja, to ni bilo moja sluga, to da sluga profesor Turka, ampak vredo bom prenesel. Ampak si ti tudi si spoznal nove slovenske znamenitosti. Ja, sem bil vodič. No, super. Evo, hvala in adijo. Adijo.